Dobrodošli, spet ste v družbi oddaje Ambienti. Mogoče še kdo od vas razmišlja o selitvi iz urbanega vrveža na vikend, ki bo kot prednost ponujal pristen stik z naravo. Morda bo prostora v takšni hiški manj, zato se bo za vzdušje doma treba bolj potruditi. Ali pa enostavno kreativnosti pustiti prosto pot in predvsem zavihati rokave, kot sta to storila lastnika naslednjega doma. Tule v Zgornji Savinjski dolini, malo nad Mozirjem, nam bo gostiteljica pokazala, kaj se da narediti iz nekdanjega vikenda s čudovitim razgledom, če so na delu pridne roke in volja ter pogum, da se lotiš česarkoli. Mojca, tale hiša je bila najprej načrtovana kot vikend, zato nas zanima, kakšen je bil proces, kakšna je bila pot, da ste prišli do doma v bivšem vikendu. Tole zemljišče, tale prostor je v lasti naše družine, moževe družine, že več kot 130 let. Olala. Se pravi, tule je živel že njegov oče, pa njegova mama, se pravi stara mama. Na temle mestu je stal gospodarski objekt in namesto tega gospodarskega objekta smo se midva odločila, da bomo naredila vikend, ki pa je zaradi teh lepih razgledov, zaradi te res krasne lokacije, s časom pa postal tudi naš dom. Odločali smo se pa predvsem zaradi mesta samega, kakršno je. Seveda, ponuja čudovite razglede, čudovit mir imate tukaj gor, ampak kako ste pa potem skombinirali družino, da dva otroka sta prišla sem gor živeti, dva sta pa ostala dol v dolini, v Mozirju? V Mozirju, preden smo se preselili sem gor, smo imeli v Mozirju hišo. Ta starejša dva sinova sta doštudirala, se zaposlila, potem smo bili pa dobesedno pahnjeni v odločitev, ali se mi preselimo tule gor, v hišo, ki je že bila zgotovljena, ali pa se ona dva odselita nekam v najem. Na tak način je prišla tale odločitev, da poberemo mlajša dva sinova s seboj in smo se preselili tule sem. Verjetno so taki premiki veliko lažji, če imaš nekoga doma, ki je, verjetno v teh koncih rečete Tausendkünstler, kar pomeni, da zna čisto vsega pomalo, govorimo o vašem možu. In to je moj mož. No, kaj vse je naredil vaš mož? Vam lahko rečem, kaj on ni naredil. Bomo prej skozi. On ni naredil edino zidanega štedilnika, vodovodne napeljave pa električne napeljave. Pri vseh drugih projektih je bil pa zraven oziroma 80%, 100% vse on sam naredil. Hišo, ki se prek zastekljene mansarde in velikih oken tekom celotnega dne kopa v soncu in se zliva z okolico, sta Mojca in njen mož Brane gradila 12 let. Medtem, ko sta varčevala za nadaljnjo gradnjo, sta čas izkoristila za urejanje okolice, ki poleg vinograda in zelenjavnega vrta danes ponuja veliko zelenja, okrasnega in sadnega drevja. K izvirnemu videzu posestva pripomorejo stari predmeti iz družinske zbirateljske zbirke, ki so vkomponirani v hiši in na dvorišču. Staro kolo je popestrilo novo nastalo škarpo. Stara preša zaznamuje dovoz do hiše. V hodniku pa se nahaja zbirka orožja. In če je mož zelo spreten z rokami in vsega loti, tudi vi ne gledate križem rok zraven. Česa ste se pa vi lotili? Ker sem videla, da mojemu možu vse uspe, sem rekla, zakaj pa ne bi poskusila tudi jaz. Bravo. In sem začela z opremljanjem ene stene v jedilnici. Sem oblekla to steno v kamen, ker je bila ta stena zelo uspešen projekt. Sem poskusila z novim in na tak način sem v naši hiši praktično vse stene nekako oblekla v kamen in zelo dobro je vse skupaj izpadlo. Očitno ste nekaj dala na lokalne materijale, ker tele prodni kamni spominjajo na nekaj, kar se tlele v okolici najde. Potem smo v krajih, kjer je veliko lesa in to je vse pri vas videti. Čisto ves material, kar ga je tule, je lokalen. Od savinjskih prodnikov, iz katerega je zunanji obod celotnih sten oblečen. Potke so narejene iz ljubijskega in iz savinjskega kamenja. Uporabljamo vse lokalne materijale. Tudi les. Les je sicer smreka, ampak je zrastel v savinjskih gozdovih. Kreativnost ne pozna meja, posebej v primeru, ko je v ne preveliki hiši treba izkoristiti vsak kotiček. V pritličju je dokaj prostrana kuhinja z jedilnico. V mansardi pa ni bilo na voljo veliko prostora. Tako je v spalnici narejena funkcionalna, skoraj neopazna garderobna omara.
Videz spalnice popestrijo še starinski radijski sprejemniki, ki so v novi funkciji kot nočne omarice. Mojca, slišali smo, da tudi pečete odlične torte, vseeno pa je en drug vaš hobi tako močan, da je prerastel že kar na pol v poklic. Ta moj hobi je 3 leta zorel, ampak v tem času je dobro dozorel in to je ustvarjanje mozaikov. Ustvarjam mozaike v različnih tehnikah in tudi različne mozaike. Specializirala pa sem se v hišne številke. Običajno so v velikosti 20x30 cm, prilagojene vsakemu posamezniku, glede na barvo fasade, glede na njegovo dejavnost oziroma na njegov hobi, njegovo veselje, ki ga opravlja. Na tak način pač uprizorim določen motiv na sami hišni številki. Medtem ko se je v hiši velikosti 90 m2 gledalo na vsak izkoristek prostora, je bilo pri drugi hiški, hišici za psa, ravno nasprotno. Dolgodlaki družinski član, mešanka Aja, je dobila utico, ki je celo termično in zvočno izolirana. Seveda k temu sodi tudi krasen razgled na celo posestvo.